Pozdravljeni. Živijo. V današnjem videu bomo naredili tole klopco. Klemen je imel že dlje časa idejo, da bi se lotil nekega projekta klopce, ni točno vedel, kje in kako. Razmišljali smo, kje dobiti les. Ne vem, da ne greš glih podirati drevesa ali pa da ne uporabiš rabiš nekaj, kupiti. ki bi mogoče kupiti ali pa za pohištvo. Zdaj vam bova pokazala celoten proces. Uživajte ob gledanju, na koncu imate tudi dimenzije celotne klopce, če se lotite tudi sami doma. Srečno in varno pri delu, pa dajmo se kar lotiti. Ja, akcija. Boš ti delala ali jaz? Ti. Pa sem že jaz mislila. No, in zdaj, če bomo hoteli na klopci sedeti, jo je treba narediti. In naredili bomo pa tako, da smo šli s Klaro v gozd od Klaringa očeta in sva najdla tole, jaz bi rekel, da je bukev. Treba jo je dati na primerne dimenzije, tu bomo pa z možgančki naredili, pol pa žagali z tole najino milenco. Na elektrika. To na koncu bomo odžagali, spodnjega dela bomo pa ven izžagali na slonjalu. Tako da bo iz istega dela meter pa pol bomo ven dobili za sedeti pa na slonjalu. In zdaj imamo še dva elementa in tu sta dva štemplička, na katerih bo to postavljeno. Nato se je Klemen, dobro zaščiten, lotil žaganja, pa vas kar prepuščam, da uživate ob tehle romantičnih posnetkih žaganja. Ko je Klemen imel vse kose odžagane, pa se je lotil še prečnega razreza tegale hloda. Tako kot je prej omenil, bo en del za sedeti, en del pa za naslon. Potem sva en del materiala že znesla na travnik, kjer se bo klop tudi gradila. Lačna sva pa ratala midva, pa tudi najine baterije. Baterije sva dala polniti kar v kombi. Super je, ker pri Parkside baterijah v aplikaciji lahko vidiš, koliko časa še rabijo, da se napolnijo. Midva sva pa zakurila žar in spekla gor škampke, halumi. Jaz sem naredila ploščate kruhke iz drožastega testa in tale počitek je bil nujno potreben in tako je pasalo malčkat v senčki. Zdaj pa začnimo tole našo klop sestavljati. Kot prvo, tale dva štemplička, ki bosta služila kot podlago, morata biti enako visoka. Bo. Zato, da ne bomo po strani sedeli, tako da naprej poskrbite za to. 35 bo treba in... Bravo. Nato je Klemen tako sedaljni del kot hrbtni del še enkrat z motorko na grobu odšedil, da ni bilo vseh teh izrastkov. Namreč, ko žagamo z motorko na pol, je kar težko držati ravno linijo. Odstranil je tudi vse te grče, ki bi nas lahko kasneje motile pri sedenju. No, tle pa pride en bonus kombija. Dejansko je lahko skobelnik priklopil na kabel in kar sred travnika dobro zrihtal tale les in boste zdajle videli, kako je lepe teksture. Tako, Ti sem. Nadaljevala sva z naslednjim korakom, namreč treba je bilo nekako narediti držala za naš hrbtni del. Če malo nižji raj primje. Takole nekje, ja. Bravo. Kot vidite, sva uporabila 2 kosa lesa. Dobro je. To bo najina klopca. Jej!
In pred nami je bil skoraj zadnji korak, da sva pričvrstila hrbtni del na klop. Bomo dali še en repek zadaj. Tole je repek, o katerem je Klemen govoril in služi za večjo stabilnost. Ej, to je pa res dobro. Klemen. Ej, dobro si tole naredil. A? Dobro si tole naredil. Dobro je. Perfektno v bistvu. Ne perfektna klopca, ampak za perfektno preživljanje časa. Z našo Milenco sva prišla do klopce na parceli. Jaz mislim, da bomo tukaj pili kavice še mnogo let. Kakšne so tvoje zaključne misli? Da je dobro delati tako, zimprovizirano. Ali pa malo bolj poenostavljeno. V bistvu ta klopca ne bo nič prebarvana. V bistvu zdaj ima orodje. Aj, 3 smo uporabila, ne? Ampak oblič ni nujno, da bi. Se pravi, ful se da tako narediti. V bistvu mrzlo narediti vsem z motorko pa s tem, ne? Tako klopco. Meni je všeč, da je narejena ta klopca iz drevesa, ki je že padlo. To se mi zdi tako, tak ful lep. Ja. Poraba nezga naravnega materiala. Večina tle smo delali na uč, edin 2 mere smo hoteli. 90 višino pa 45 višino tega. Mislim, da ja. In sem tu dvoje smo, pa še tu smo spet tako centi gor dol upoštevali. Tle ni vse, nič ni v Wasserwagen ali pa kaj hotel sem tako en projekt, med kjer ne gre vse na milimeter. Ko delaš neko tako klop, ki še veš, da bo v naravi, se prepustiš tem nekim, Japonci imajo ful dober izraz wabi-sabi, torej neka lepota v nepopolnosti in tu se v naravi ful kaže. Sploh, ko greš en hlod, dajo takole na četrtine in iz njega narediš to. Tako da hvala za ogled, stisnite en like, napišite spodaj kakšen komentar, kaj vprašajte, če vas zanima, bo Klemen z veseljem odgovoril. Pa če bi prišraufali en like. Prišraufajte en like. Ja, ali pa prbite. In lepo se imejte. Bye bye.